pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Vstopili smo v mesec december in na Mestnem trgu v Idriji je zaživela prava Perkmandeljcova dežela. Več o tem projektu in dogajanju v Idriji v zadnjem mesecu tega koledarskega leta pa nam bo povedala Jerca Korče iz Mladinskega centra v Idriji, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Dogajanje se je preselilo na Mestni trg, odprli ste pravo Perkmandeljcovo deželo. Povejte nam kaj več o tem. Ja, res je. Letos smo se v Mladinskem centru priključili, da s celotno skupnostjo različnih deležnikov v Idriji naredimo dogajanje v decembru malo bolj pestro in Mladinski center je k temu pristopil z prostovoljskim projektom, k kateremu smo povabili 18 mednarodnih prostovoljcev in skupaj z njimi brusili, žagali, barvali in predvsem iz odpadnih materialov oziroma iz doniranega lesa ustvarili lepo ograjo okoli smreke na Mestnem trgu in pa tako majhno deželo, ki smo jo poimenovali Perkmandeljcev becirk, kjer se lahko otroci vsakodnevno zabavajo. In glede na prve odzive lahko rečemo že, da nam je uspelo, ker je deželica vsak dan, ko se jaz sprehodim mimo, polna otrok, ki se zabavajo. Torej namesto plastičnih jelenčkov, kičastih jelenčkov, nekaj izvirnega. Tako, namesto da smo odšli v trgovino in kupili stvari, smo iz odpadnih materialov odšli smo tudi na smetišče s prostovoljci, kjer so malo pobrskali po smeteh in našli kakšno stvar. Seveda ni šlo brez našega velikega mojstra, našega hišnika iz Mladinskega centra Mateja, ki je bil v veliko mojstrsko podporo prostovoljcem kot tudi vsem nam, ker smo praktično vsi, ki delamo v Mladinskem centru, kar zgodaj zjutraj in pozno v noč delali, da smo ustvarili to zadevo. In ravno to se mi zdi pomembno poudariti, da je v Idriji mogoče nastala neka dežela, ki je drugačna od drugih dežel, bodisi po Evropi, bodisi po Sloveniji, kjer se gre za to, da iz proračuna se da neke velike denarje in se stvari kupi v trgovini. Pri nas pa je to bilo ustvarjeno s prostovoljskim delom, mogoče tudi neka navezava na rudniško tradicijo. Zanimivo je to, da ste v ta celomesečni program uspeli privabiti številne soorganizatorje in aktivirali ste tudi številna prizorišča. Dogajalo se ne bo samo na Mestnem trgu, ampak kje še vse? Ne, seveda ne. Decembrsko dogajanje je plod številnih organizatorjev, tudi številnih posameznikov, ki so prispevali bodisi ideje, svoj čas. Povezali smo se krajevna skupnost, Mladinski center, občina Idrija, mestni kino, zavod za turizem in tako kot vsako leto Zveza prijateljev mladine Idrija, ki pripravlja vsako leto res pester program za naše najmlajše po celotni občini, ne zgolj v Idriji. Tudi vsako leto Zveza prijateljev mladine pripravi en tako lepo zgibanko, ki jo dobijo vsi otroci v vrtcih, kjer je dostopen celoten program, tako da tudi predlagam, da si vsi starši, vsi gledalci pogledajo, kaj vse se bo res dogajalo v naši občini do konca meseca. Stvari so dostopne na socialnih omrežjih Zveze prijateljev mladine, tudi na spletni strani Zavoda za turizem, tudi Mladinski center aktivno v socialnih omrežjih objavlja vse vsebine in pestro dogajanje bo na številnih prizoriščih v knjižnici, v filmskem gledališču, dogajalo se je tudi že v Rudniku, Mestni trg bo živel še kar nekajkrat, tudi ponudniki kot so kavarna Vega, Grajska taverna bodo organizirali koncerte, tako da teh prizorišč je res veliko. Rdeča nit tega programa pa se mi zdi tako je pravzaprav glasba. In če pogledava, kdo vse bo v mesecu decembru nastopal v Idriji, so to skupina Snack, Nostalgija band, plesno-gimnastična šola Nastje Lakner Čavlović, plesni klub Idrija, gledališče Ane Monro z igralci na Hoduljah, Marjan Novak z bendom, godbeno društvo Rudarjev, idrijski kvartet saksofonov, Špela Velikajne Divje jezero, Aljoša Velikajne, Lija Vidmar, zelo širok izbor. Zelo širok izbor, jaz upam, da si bo za vsak okus vsak lahko našel nekaj, kar ga bo zanimalo. Nekaj je tistih lokalnih ustvarjalcev, nekaj je tudi drugih povabljenih od zunaj in nekaj večje dogajanje bo v soboto, ko bo nastopil Marjan Novak
z bendom na Mestnem trgu ponovno. Takrat bo tudi odprtje sejma Lipa Rič. Vabim tudi vse, da v decembrskem času namenimo svoje evre za obdarovanje lokalnim ponudnikom, tistim, ki pridno soustvarjajo s svojimi rokami. Potem bo nastop plesnega kluba Idrija, plesno-gimnastične šole Nastje Lakner, kot ste rekli, in pa skupnostno okraševanje Smrečic 14.12. v soboto, kjer se bomo na trgu spet združili vse organizacije, posamezniki, se podružili in skupno okrasili kar lepo število takih majhnih smrečic, tako da bo tudi eno tako lepo dogajanje, ko bo Mestni trg zaživel. Praznika pa ni brez kulinarike, najbrž, ne? Na Mestnem trgu ste že parkirali vašo, tako prikolico, s kakšno ponudbo? Ja, parkirana je prikolica Go Pasta, ID20 je notri že pripravljal žlikrofe z suhim sadjem, tudi klasične polite žlikrofe z ocvirki. Ponovno se bo prikolica odprla v soboto 14.12. Smo pa zelo veseli, da sta na trgu letos tudi dve leseni, lepi hiški, ki so jih okrasile tudi članice društva Lipa Rič. Notri pa sta dva gostinska ponudnika, Martina Čuk in pa okrepčevalnica Lisa, tako da je tudi ponudba neke te decembrskega cimeta, ki veje iz kuhanega vina, in pa malo tudi kulinarike v obliki sladkih dobrot. Lepo je, da ste k sodelovanju povabili tudi oskrbovance, sodelavce iz VDC-ja. Kako to? Ja, vključujemo, namen v osnovi je bil že na začetku, da res vključimo kar se da širok krog deležnikov. Veseli smo, da so se odzvali tako iz Centra za socialno delo kot iz VDC-ja. Okrasili bojo skupaj z nami smrečice, naši prostovoljci bodo tudi skupaj z njimi imeli delavnice izdelovanja voščilnic. Skupaj s prostovoljci iz Mladinskega centra bomo odšli tudi v dom starejših občanov in tudi za njih pripravili druženje, tako da smo zelo veseli, da se res vsa društva praktično, pred sabo imam kar številne papirje, ampak vse bi strah, da koga izpustim, ker je bilo toliko ljudi, ki so sodelovali pri organizaciji in bodo do konca decembra izvajali različne aktivnosti. Za vami je že govorni večer, stand-up komedije, in sicer so nastopili Maticko Košar, Rok Škrlep, Aljaž Poredoš. Odzivi so bili pri publiki kar dobri. Ja, naš stand-up letos, ki smo organizirali, se je imenoval Prireditve za vse. To Mladinski center organizira nek 6-mesečni projekt, v katerem želimo narediti družbo bolj vključujočo. Skupaj z gimnazijo v Idriji smo naredili projekt, v katerem želimo različne prostore ovrednotiti glede na to, kako so dostopni za gibalno ovirane osebe, in ta nek največji vrhunec izvajanja tega projekta je bil stand-up s imenom Prireditve za vse, v katerem smo nekako zasledovali vse cilje, da smo gibalno oviranim omogočili, da tudi oni brez težav se udeležijo prireditve. Prostovoljci Mladinskega centra smo jim tudi, če so potrebovali, nudili pomoč na prizorišču, in v prihodnje si želimo, da bi odpirali vse prostore v Idriji za vse skupine, tudi za tiste, ki so morebiti gibalno ovirane. Glasbeniki imajo v teh dneh ob nastopih na prostem najbrž kar nekaj težav, mraz je in težko igrajo in pojejo oziroma težje igrajo. To zadrego so rešili učitelji v glasbeni šoli tako, da so napovedali koncert v dvorani glasbene šole. Ja, to so tudi prizorišča, da so lahko tudi v notranjosti v glasbeni šoli, kjer bo glasbena pravljica Snežak v izvedbi učiteljev glasbene šole. To bo 10.12. Nekateri pa tudi pogumno stopijo na Mestni trg. Mislim, da temperature zaenkrat so nam še naklonjene, še ne grejo pod minus. Upamo tudi na kakšne snežinke, da malo popestrijo tudi to dogajanje. Drugače je pa tudi občina Idrija poskrbela za manjše grelne gobice, ki jih lahko tudi na odru prižgemo, da je glasbenikom malo bolj toplo. V Idriji praznika ni tudi brez čipk. Tem se boste posvetili na primeri filma Bele sanje.
v filmskem gledališču. Gre pravzaprav za film, ki smo ga videli na lanskoletnem odprtju Čipkarskega festivala. Ja, film Belem sanji je bil predvajan oziroma ustvarjen za otvoritveno slovesnost festivala idrijske čipke. 11.12. pa je premiera filma Bele sanje, pa še pogovor z ustvarjalci in igralkami, in sicer ob 19.30 v filmskem gledališču Idrija, tako da tudi to vsi vljudno vabljeni, bo res lepo slišati tudi ustvarjalce, kaj imajo za povedati o tem filmu. Tudi sicer bo filmsko gledališče odprlo vrata za otroške filme v tem mesecu. Tako, filmsko gledališče Idrija ima številne predstave, za otroke so vse te predstave brezplačne, tako da je tudi ta del pokrit, vabljeni vsi tudi v filmsko gledališče v Idriji. Kako sodelujete s knjižnico? Tam napovedujejo pravlične večere. Ja, knjižnica ima pravlične večere, ure pravlic, v knjižnici pa bo tudi do 3. januarja odprta razstava Bajslovna bitja v ljudskem izročilu Dolenjske ali Kam so se skrili škrati. Tudi taka zanimiva razstava, da si lahko otroci, tudi seveda starejši, pogledajo, kam so se skrili škrati. Veseli smo, da nam je tudi mestni muzej Dolenjska priskočil na pomoč in da je prišla ideja od gospoda Anderja, da se postavi razstava tudi v Idriji, tako da tudi na to vabljeni. Knjižnica ima pa toliko dogodkov praktično vsak mesec, ampak tudi decembra, da tudi na njihovi spletni strani si je za pogledati, kaj lahko najdemo v decembru. Kako pa sodelujete z dedkom Mrazom? Bo prišel? Ja, Zveza prijateljev mladine je tudi letos ga poklicala, rekel je, da ima čas, da seveda pride tudi v Idrijo. Tako da 21.12. je na Mestnem trgu prihod dedka Mraza, ob 3 vsi vabljeni na praznično peko piškotov na pokrito tržnico, potem sledi 16.30 predstava za otroke, čudežna novoletna omara, in ob 5 pride tudi dedek Mraz na Mestni trg. Lahko se bomo vozili z njegovo kočijo, se slikali z njim in ob 19. izvedli še praznovanje solsticija. Lepo. Poskrbeli ste tudi za nekaj športa, to ne bo samo odmetavanje snega, ampak tudi... Ja, 6. Freeze Winter Cup turnir v futsalu nas čaka 20. do 22. decembra v Modri dvorani, tako da bomo na toplem lahko gledali tudi zimsko tekmovanje v futsalu. Nekje v teh vaših papirjih sem prebral tako geslo, da je program namenjen malim in velikim otrokom. Drži to? Program je namenjen čisto vsem, od 0 do 110 let, tako da vsi res vabljeni, ker ne nazadnje organizatorji ustvarijo program, ampak brez obiskovalcev, ki se udeležijo vseh prireditev, ni ničesar, in kar imamo do sedaj izkušnje po že izvajanjem programu, ker že kar nekaj dni traja, lahko rečemo, da so se obiskovalci zelo lepo odzvali na tem mestu in gre tudi njim zahvala, da so ustvarjajo naš skupen program in dogajanje v Idriji. Zahvala in čestitke pa predvsem organizatorjem, če jih samo še enkrat naštejo, to so Občina Idrija, Mladinski center, Krajevna skupnost, Zveza prijateljev mladine, Geopark, Zavod za turizem, Lipa reč in morda še kdo, ne? In številni drugi, ogromno je posameznikov, ogromno je organizacij, ki sodelujejo, in res se mi zdi lepo, da letos veje nek tak energija skupnosti, energija za skupno dobro, in si nadejamo, da bomo do konca decembra preživeli skupaj kar nekaj lepih trenutkov v Idriji, na Mestnem trgu, v vseh drugih prizoriščih, kjer se odvija dogajanje, in tudi izven Idrije, v drugih krajevnih skupnostih, ker vsaka krajevna skupnost je tudi pripravila zelo lepo, prijetno dogajanje, in prav je, da tudi gremo pogledati, kaj se dogaja izven strogega mestnega jedra naše Idrije. Vsekakor veliko je prostovoljnega dela, brez prostovoljcev takih programov preprosto ni. Nekaj stroškov pa vendarle nastane, kdo bo plačal to? Nekaj je prispevala Občina Idrija iz svojega proračuna, je zato namenjen nek manjši proračun za pokrivanje ozvočenja nekih tehničnih stvari, nekaj bo prispevala tudi krajevna skupnost. Vsako leto Zveza prijateljev mladine nameni svoj proračun za decembrsko dogajanje. V Mladinskem centru smo pa že praktično preteklo leto in potem februarja preteklega leta prijavili stvari na razpise evropske,
pridobili kar nekaj denarja od tam, da smo lahko izvedli prostovoljski projekt. Kot pa rečeno, smo bili malo tudi iznajdljivi in smo številne stvari pobrskali, bodisi po omarah na smetišču, in z veliko dobre volje in energije se da tudi marsikaj ustvariti. Konec koncev ni vedno vse samo v denarju, ampak je predvsem v energiji in pa v tem, ali smo pripravljeni svoj prosti čas nameniti za skupnost. Spodbudni so pravzaprav tudi te odzivi publike, te pohvale, ki ste jih deležni, tako brez deljenja, ne? Ja, to je tisto največje plačilo, ki ga lahko človek dobi, da so odzivi ljudi pozitivni, da se ljudje radi podružijo, da se na trgu srečajo različne generacije, mogoče stari znanci, mogoče se spletejo nova prijateljstva. To je nekako poanta tudi decembrskega časa in to je bila naša želja. In očitno so nam 3 dobri možje, pa naj bo Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz, že uresničili našo željo, ki smo jo imeli v Mladinskem centru. Jerce Korče, želim vam, da bi uspešno izpeljali ta zahteven program in da bi bili ob tem zadovoljni. Ja, ob tem pa še enkrat vabimo vse gledalce in gledalke, da si pogledajo program na Visit Idrija, na socialnih omrežjih Zveze prijateljev mladine Idrija, na socialnih omrežjih Mladinskega centra krajevne skupnosti, na spletni strani občine Idrija in pobrskajo, na kateri dogodek se bojo pa oni lahko odpravili v teh dneh. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.